Živjo, smo skupina Sopranos in vi poslušate Radio Prlek. Stanem, na sebe vržem stari džins, objamem okoli sebe vse ljudi, obujem visoke petke in nasmeh, plujem tam, kjer sonce je v ljudeh. Pojem pesmi, ki jih vsak pozna, moje besede pa so iz srca. Mislim, dobre misli so moj glas, vsi mi smo eno smo, ne drug obraz. Na smeh mi gre, na smeh mi gre, daleč se opazi že. Na smeh mi gre, na smeh mi gre, težko je biti resen, če ljubezen nosi me. K sebe drugim dam, tam, 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 kjer veselje prepoznam. En nasmeh, tisoč drugih prebudi, smejem se, lažje gre, ko se smejiš. Pojem pesmi, ki jih vsak pozna, moje besede pa so iz srca. Mislim, dobre misli so moj glas, vsi mi smo eno smo, ne drug obraz. Na smeh mi gre, na smeh mi gre, daleč se opazi že. Na smeh mi gre, na smeh mi gre, težko je biti resen, če ljubezen nosi me. Na smeh mi gre, na smeh mi gre, na smeh mi gre, daleč se opazi že. Na smeh mi gre, na smeh mi gre, težko je biti resen, če ljubezen nosi me. Na smeh mi gre in vidi se, da fajn mi je. Na smeh mi gre, težko je biti resen, če ljubezen nosi me. Na smeh mi gre, skupine Sopranos. Alenka, lepo zdrav v studiu Radia Prlek. Lep pozdrav, Boštjan, in seveda vsem poslušalcem Radia Prlek. Vidim, da ti vedno gre na smeh. Zmeri. Jaz ni tako ena taka pozitivna bombica, če sem pa, ne vem, turobna ali pa kaj slabe volje, se zelo hitro nasmejim, evo. Vam tudi v skupini Sopranos gre na smeh? Joj, pol proti, ko se nam recimo zaključuje sezona nastopov, ker res ogromno nastopamo po kakih teh zasebnih zabavah, porokah, pol nam nič več ne gre na smeh, ker že čakamo, da bo končno kak free vikend, da se malo spočijemo. Ampak mesec, ki prihaja, običajno tega ne omogoča. Ja, tudi zdajle. Pa ne, sej, nam je že dovolj, da se recimo, da se malo resetiraš, da se malo sprosti, vsaj en vikend, zato ker vemo biti kar precej skupaj. Ampak hvala Bogu bom zmeri to rekla, dokler se zastopimo, dokler se imamo radi, dokler smo kot res ena taka velika družina glasbena, je super, no. Pa dokler si Sopranos, verjetno ne moreš in ne smeš biti resen. Ne, mi smo itak Sopranos party band, vesela družba, vesela druščina in nekako v tej smeri tudi glasbo delamo, tako da je zmeri taka lepa, poskočna, pozitivna glasba z naše strani. Verjetno je tudi veliko lažje, ko je kar nekaj humorja vmes, pa smeha. Ja, no, to mogoče grejo tudi zasluge, lahko rečem, že našemu 6. članu Roku Lunačku, s katerim zdaj že en lep čas sodelujemo, no. On nas nekako pozna, včasih tudi malo pokliče, Alenka, kak se ti zdi tale refren, pa mi ga pol v bistvu zrecitira in rečem, lej, Rok, ne rabiš ti mene nič klica, ti točno veš, kaj moraš napisati, kaj nam paše in to je to, no. Opažam, da je on član večjih zasedb, ne samo flirt pa solist, ampak da
da ste tudi druge zasedbe ga kar posvojile? Mislim, posvojile, zdaj bom tako rekla, zdaj, ko se res z nekom zaklapaš, če smem tako reči, no, nekdo te res pozna, večkrat smo se podružili v studiu, nas je malo tako karakterno spoznal in ko vidi, kaj nam paše, kaj želimo sporočati, ker mi smo skupina nabita s pozitivo, no, in pol si zmeri rečemo, dajmo neko tako pozitivno energijo širiti med ljudi, brez nekih resnejših, težkih tem, ki tega itak v vsakdanjem svetu več kot preveč. No. Letošnje leto je za vas delovno, kakšno bo šele prihodnje, ko praznujete? Ja. Recimo, da sem zdaj kar ujeta v nekih obletnicah, tudi z drugo zasedbo, z mojima bipopkama smo letos slavile, drugo leto pa lahko rečem, kar Sopranosi res enih aktivnih 15 let, tako da drugo leto bo veselo tudi za nas. Kdo piše scenarij za praznovanje? Noben še. Ne, mi smo taki zelo spontani, definitivno se bo naredil kakšen koncert in za prijatelje, verjetno tudi za medije. No. En tak, da res malo predstavimo to našo avtorsko glasbo na odru. Danes bo vrtela vašo avtorsko, Nasmeh mi gre sva že zavrtela, Ukradi me nazaj bo pa balada. Ja, recimo zdaj, če iz sebe izhajam, jaz najraje prepevam bolj počasne pesmi, balade, kjer se lahko, ne vem, ali bolj izpojem, ali pa bolj delam na neki nežni, čustveni interpretaciji in tale Ukradi me nazaj, to je meni ena naših najlepših, res taka globoka, taka res zelo, zelo lepa pesem, na katero sem ponosna, pa tudi na slikovno podobo pesmi sem zelo podobna, tako da si kar poglejte, če še niste. Vse isto kakor prej, nič se nisi spremenil, znova si pri stari cerkvi, tam do mesta dol zavil, bolj zase se držiš, to je pravzaprav vse. Z njo te vidim vsako jutro, delaš se, kot da ne veš, čutim, da ne upaš si, da na duši ti ležim. Z mano srečen bil, dale moj objem je oblake prepodil. Ukradi me nazaj, vsaj za eno noč, naj plamen dogori, kakor je nekoč. Ukradi me nazaj, med prste me ovij, ukradi celo me, k sebi me privi. Ukradi me nazaj, ukradi me nazaj. Vse isto kakor prej, zima pride, gre jesen, upam le, da najdeva se, kjer so ceste brez imen. Čutim, da ne upaš si, da na duši ti ležim, da si z mano srečen bil, dale moj objem je oblake prepodil. Ukradi me nazaj, vsaj za eno noč, naj plamen dogori, kakor je nekoč. Ukradi me nazaj, med prste me ovij, ukradi celo me, k sebi me privi. Ukradi me nazaj, ukradi me nazaj. Ukradi me nazaj, ukradi me nazaj. Čutim, da ne upaš si, da na duši ti ležim, da si z mano srečen bil, dale moj objem je oblake prepodil. Naj plamen dogori, kakor je nekoč. Ukradi me nazaj, med prste me ovij, ukradi celo me, k sebi me privi. Ukradi me nazaj.
Ukradi me nazaj in Sopranos, Alenka, to skoro mislim, da je ena izmed redkih balad skupine Sopranos. Ja, mi pač zase res rečemo, mi smo tak en žur band, naredimo zabavo kamorkoli, kadarkoli pridemo, to pomeni, da ne igramo seveda samo naše avtorske glasbe, vsekakor jo tudi predstavimo občinstvu oziroma kjerkoli že smo, na kateremkoli odru. Je pa tako, no, mislim, ne moreš pol glih sred žura dati balade gor, ne? Zato pa imamo en tak bolj poskočen, hiter ritem. Imate kaj dilem, katero skladbo izbrati za single, ko ga izdajate? Ja, mi pa nismo tako kot kakšni svetovni zvezdniki, ki jih najprej 20 posnamejo, pa razmišljajo, kjer bi šel naprej. Mi se pa kar dobimo v studiu, se predstavi melodija, pol, če nam že takoj v štartu ne sede melodija, jo takoj recimo rečemo brez veze delati na tem, če nam že na prvo je nismo začutili, no, ker pa res pride in do dobre melodije, pol seveda še besedilo, pa je zadnji aranžma in pol so še sam finesica, no. Smo kar nekako enoglasni, no, oziroma ni zdaj, da bo volja nekoga prevladala, pa rekli, to smo zdaj rekli, to zdaj bo posneto, nikakor ni tema tako. Veliko izmenjujete mnenja? Ja, kar. Mislim, da če si v bendu in glede na to, da res je že 15. leto skoraj, da delujemo skupaj, bi moglo res biti nekaj zelo narobe z nami, če se ne bi razumeli, pa bi še kar trajali naprej, ne. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da se in razumemo, da je komunikacija taka, kot mora biti. Vsekakor so tudi kakšna nesoglasja, pa se ne strinjamo ali s kakšnim predlogom pesmi ali kakorkoli, ampak nekako to zmeri zglihamo, ne. Kaj pa z materialom, kot si dala prej, ki vam ni všeč, odide kot delete ali ostane vseeno nekje? Po moje, kje ostane, vem, da recimo Frank, on pač kot avtor, kot tekstopisec, on ima veliko enih idej in pol si to kar lepo shrani, no. Sicer, če vidi, da smo ga, ne vem, smo mu rekli enoglasno, da bi mogoče še mogel kaj obrniti ali pa kako drugače narediti, mogoče še mora dozoriti kakšna ideja, no. Ampak ponavadi se kar ne vrne z istim predlogom, ponavadi ga še kar izboljša, no. Nikoli ne veš, kaj se lahko še reciklira in uporabe. Ni dileme v naslednja? Ja, ni dileme, to je pa ena teh pesmi, ki nam jo je Frank predstavil in ki nam je bila res v prvo všeč. To je pa melodija, celotna ideja od Franka in ker kot sem pač res že omenila, Frank ima veliko idej in to pač ni nujno, če imaš ti veliko idej, da se bojo pol tudi, kako naj rečem, nadgradile in dokončale in bojo potem v etru, ker smo res tak zdaj že, glede na to, da toliko časa skupaj delujemo, nekako vemo, v kateri smeri delamo in kaj je vsem všeč, no. Tako da Frank je itak je kar trden pod kožo in to ni zdaj, da bi nekaj zameril, če kaj ne vzamemo. Jaz mislim, da smo močnejši, če delamo skupaj in se pač predlogi, zmeri si jih izmenjujemo, zmeri delamo na tem, da smo vsakič boljši in to je to. Kjer je rožnato nebo, pusti se za sabo, vse kar šteje je pred tabo, sonce naj bodi v srca, sreča je povsod doma. Vse, ko si zraven mene, pozabi na probleme, ne, tu ni dileme, vzemi le objeme. Vse, ko si zraven mene, pozabi na probleme, ne, tu ni dileme.
zraven mene, pozabi na probleme, ne, tu ni dileme, vzemi le objeme, vse ko si zraven mene, pozabi na probleme, ne, tu ni dileme, vzemi le objeme, greva na kafe. Ni dileme in Sopranos, Alenka z mano studio Radia Prlek. Je bila letošnja odrska bera dobra, poletna? Letos smo pa kar veliko prešpilali, no, nekako so nas zele na poročnem trgu vzeli, no, če smem tako reči. Tako da v tem fohu oziroma na teh odrih se res že dobro znajdemo, pol seveda tudi na kakšnih praznovanjih, okroglih in tako naprej. Drugo leto pa kar res slavimo 15, ko smo pa rekli, da bi mogoče malo bolj pojačali na avtorskih odrih, no, tako da bi se seveda radi pokazali tudi v tej smeri, ker mislim, da imamo, kar se odrov tiče, ogromno ene kilometrine, izkušenj, znanja in mislim, da si vsak glasbenik, sploh tisti, ki dela avtorsko glasbo, želi, da predstavi pol tudi vse to svoje, ne? Ne nazadnje, imate tudi veliko skladb pa uspešnic. Ja, hvala, definitivno. Pa vsakič seveda tudi pol na odru se predstavi še kakšna od Babylonov stara, tudi od skupine Bepop. Ni to en tak lušten pop mix na odru. Vse lahko skombinirate. Vse, točno tako. Glede na to, da ste veliko na odrih, je potem čas sploh za studio, pa za vaje. Ja, to pa je res. Kar se studija tiče, tukaj pol res ene take luknje lovimo, tako da v kakih poletnih sezonah je bolj težko se spraviti v studio in kaj posnet, ker že kot prvo utrujen si v bistvu od, ne vem, celega vikend nastopanja, pol med tedni so še službe, a ne? Tako da zdaj, ko so ta obdobja prazna, zdaj se bo sicer spet začel veseli december in tako da načeloma se ideje zbirajo, pol pa tam kakšen januar, februar, tukaj se pa zadeve pol realizirajo, snemajo, demo posnetki, ideje se nabirajo, pa v bistvu, ko greš v studio, itak, že idejo imaš po notranji štuk si zvadil, pa pač je na Alešu, ki je ponavad v studio zaprt. Koliko časa si bo vzel, da bo zadevo tudi speljal do konca. Potem januar ni mesec za oddih, temveč mesec za delo. Januar je bolj res tak, za ideje, za delo, za snemanje demo posnetkov. Tako da ja, v začetku drugega leta res tudi planiramo, da se bo še kakšen komad nov zgodil, plus kakšen oder ob naši obletnici seveda. Verjetno pa to ne pride vse spontano. Ne. Jaz zase res lahko rečem, jaz sem in perfekcionist in organizator, tudi službo imam tako, ker se z organizacijo dogodkov ukvarjam, tako da imam recimo malo te neke odskočne deske, tako da imam že tudi neki idej v glavi, kako in kaj bomo to naredili, ampak seveda tega ne smem preveč omenjati. Bomo še v zadnjem delu izvleke kaj z tebe. Predzadnja bo namreč spontano, ki ste jo letos osvežili. To je pa bilo nekako dejansko spontano, da smo osvežili spontani singel, ker to je res pesem, v kateri smo se vsi štirje predstavili vokalno. In to nekako kar malo pogrešamo, to našo vokalno interakcijo in smo rekli, da moramo še kaj v prihodnje spet podobnega narediti. Ta pesem pa je res bila lepo sprejeta in ker je bila v prvo narejena bolj v nekih počasnejših ritmih, smo jo zelo mičken pohitrili in rekli, evo, osveženo. Kaj ti med letom 2017 in 2022 je nekaj let razlike in tempo se lahko poviša? Definitivno, lahko se poviša, točno tako. Sva gnezda, dlan v dlani, jaz in ti. Od
Odletiva čez svilena polja, da bi dotaknila se vesolja. Ko smo skupaj, strah naju ni. Ko romantiki so odprta vrata, preprosto vse se zdi mi vse tako spontano. S teboj je vsak trenutek dragocen, ni poti, ki pelje v neznano. Tvoje kože je dotik iskren, tako spontano, dotik iskren. Sva kot ista stran romana, jutra v soncu, od dežja oprana. Ista misel, isti navdih. Odletiva čez svilena polja, da bi dotaknila se vesolja. Ko sva skupaj, Strah naju ni. Romantiki so odprta vrata, preprosto vse se zdi mi vse tako spontano. S teboj je vsak trenutek dragocen, ni poti, ki pelje v neznano. Tvoje kože je dotik iskren, tako spontano, dotik iskren. Se zdi mi vse tako spontano, s teboj je vsak trenutek dragocen, ni poti, ki pelje v neznano. Tvoje kože je dotik iskren, tako spontano, dotik iskren. Alenka iz skupine Soprano z mano v studiu Radia Prlek. Tudi skladbo Spontano ste napovedali 15. obletnico, napovedujete daljšo turnejo po Sloveniji. To pomeni, da ne boste spali doma, temveč po hotelih. Ne, hvala Bogu, Slovenija je tako majhna, da smo lahko v enem dnevu in na eni in na drugi strani in še nazaj pridemo. Prav bodo celo 2 koncerta. Definitivno. V bistvu zdaj o nekih koncertnih turnejah ne bi govorila, bolj bomo naredili. To bo mogoče celo bolj nek koncert za nas in za prijatelje in za družine in za medije in za res mogoče te naše goste, poslušalce, s katerimi smo zdaj bili čez leta in s katerimi smo še zmeraj ostali prijatelji, ne vem, tudi na raznih porokah, ko smo igrali, to se stkejo sigurno neke prijateljske vezi, no. Tako da definitivno nekaj v tej smeri bo, ne vemo zdaj še čisto točno kako in kaj. Govoriš že o scenariju, ki ga še Ja, ni. že o scenariju govorim, ki ga še v bistvu ni, no. Čeprav pa ne želiš vsega tudi razkriti. Ne, definitivno, no, ker vse kot pravim, neke načrte imamo, niso še čisto zrealizirani, ker kot prvo morajo se seveda poklopiti in lokacija in naši že kar precej zasedeni termini, ki jih že imamo tudi za 2023, kar precej zasedenih, no. Tako da bomo mogli fajn slalom furati čez to. Iris in Frank sta bila v začetku leta pri meni v studiu, takrat smo predstavili album Sopranos 2008-2020, sedaj bilo že 3 leta, pa tudi nekaj skladb se je nabralo, ali potem tudi album 2020-2023. Zdaj tako jaz sem recimo res iz tistih časov, ko smo imeli in albume in ko je izšel singel, si imel tudi singelco, no. Danes je pa vse bolj na teh nekih live streamih in vsi poslušajo bolj seveda in radio ali pa se zapeče kakšen, ne vem, USB ključek in tako naprej. Jaz, kot res tista neka stara šola, jaz bi si definitivno želela en plošček, da imaš nek pečat, ker se mi zdi, da en band mora imeti, ampak ne vem, če mi bo uspelo prepričati ostale sočlane. Danes je to vse bolj na digitalnih platformah. Točno tako, vse je za to glih. Nova skladba pa je tudi tukaj, naslovljena Srečna.
Ja, zdaj me kar si mal pohecajo. Alenka, srečna, ti si tako skozi srečna, imaš to himno, ja, veš, da. Ne, in mogoče res se ponavljam kot ena lajna. Mi smo res ena taka pozitivna druščina in itak zmeri govorim, da glasba, petje, to te itak in dvigne. Vse, če iz sebe izhajam, zmeri me napolni z energijo in srečna sem, ker se lahko ukvarjam s stvarmi, ki me res veselijo. Petje je ena izmed teh stvari, ampak če pa poslušaš samo besedilo pesmi srečna, zdaj jaz bom tako rekla, vsak si lahko neko srečo interpretira po svoje. Jaz bom rekla, sreča je lahko za nekoga, ko je v res idealni, super partnerski zvezi, za nekoga drugega pa spet ljubezen do, ne vem, petja recimo in tako naprej. Pravite, da je to najbolj ženska na vašem repertoarju. Tako piše v sporočilu. Ja, piše, ja, zato ker, vse kot sem omenila, no, to je res ena taka zgodba med dvema, no, da ni ga lepšega kot imeti boljšo polovico in to seveda tudi povedati na glas, pa ne rabiš pa vsega na glas povedati, ne. Tako da ena taka lepa zgodba, ljubezen, mogoče pa celo navdih. Evo, spet smo bili telepatsko povezani z našim Rokom, ki je napisal besedilo, Rok Lunaček. Ogromno smo po porokah in kaj tam gledamo, tam smo priča res ogromno lepim ljubezenskim zgodbam in iz kje črpati idejo, kot pač tudi iz tega. Ne? Kaj ti zapoješ srečno zavedno, kar imam, vse ti dam. Ja. Pravzaprav Rok to poje. Ampak Rok to poje čez moje oči, čez moje, no, sej, ne. Tukaj smo že mi povezani telepatsko in miselno in točno ve, kaj bi Alenka povedala oziroma kaj bi Iris povedala. Bom vprašal prvi priložnosti Roka, ali je on spremenil spol. Kar dej. Pa poročaj, kaj bo povedal. Ker ti v zadnjem času opažam, da vedno bolj gleda skozi ženske oči. Kdo? Rok. A ja? Ja. Ja, vse on makar, vse moški bi naj imeli tudi malo to neko ženstveno noto, ampak eni to bolj pokaže, eni manj. Verjetno glasbeniki tukaj bolj, še sploh tekstopisci. Video podobo ste tudi dodali pesme. Ja, tukaj smo pa zelo domisleni, tukaj se vidi, koliko smo res za vse, no, idejno. Povezali smo se z režiserjem Janom Koštricom, ki nam je tudi naredil predhodni spot, ni dileme. Tukaj smo pa rekli, ne, če zdaj pa dajmo tako, moramo malo paziti glede vremena, pa seveda tudi malo na budžet gledati, ne? In pol smo nekako dobili lokacijo v Frenkovem okraju, v Starem Ložu, tamle smo en kulturni dom najeli, ga spremenili v studio. Tako da je malo tako, bilo je precej ene postprodukcije za našega režiserja, ker pol se nam zmeri na koncu mudi in ker res gledaš tist končni izdelek, sem jaz kot perfekcionist se pol mogoče malo za glavo držim, ker me še kje kaj zmoti, ampak tist, ki pa res gleda spod enkrat, dvakrat kakšnih minimalnih stvari ne opazi, to sem ponovadi res samo jaz. Ampak ja, drugače pa imamo kar radi, no. Včasih se nam to ni tako zelo zdelo pomembno. Vse je single glavni, vse smo glasbeniki, ne. Dajmo pač na radije in to je to, ampak mislim, da je kar pomembno, da kot glasbenik, da imaš tudi eno slikovno podobo k pesmi. Vidim, da imate zopet radi barve, pa ima zato vsak okno svoje barve. Ja, ta okna nas pa res že spremljajo od nimam skrbi naprej. To je malo ena taka mogoče fora ali pa mogoče poklon videospotu Nimam skrbi, ker že tist nam je bila taka simpatična ideja, no. Tukaj pa se malo nadaljuje in se vidi, kje se radi zadržujemo, mi dve punci skupaj, fanta pa vsak malo zase in to. Očitno bo tako barvno tudi 2023, ki prihaja čez nekaj tednov. Ja, ravno sem razmišljala, kako gre leto resnično hitro naokrog, no. 2023 pred nami, zdaj ko gledam malo koledar, se kar lepo veselo že polni in z nastopi in z raznimi obveznostmi, pa seveda se pa tukaj bolj veselimo, ker bomo praznovali 15. obletnico. Torto se že nekje naročila? Ne, to tako daleč pa še nisem, Boštjan, ne, to pa še ne. Mi bomo bolj kakšen piknik naredili, ker se že menimo, ne vem, tudi že 2 leti, še izpred časa korone, da se bomo dobili nekje pri nekom, da bo malo roštilo obrno. Mislim si bolj tak, za kakšno pleskavico, tako. Ampak potem pa še torta. A res? Res. To eni zmeri pravijo, nikoli se ne moreš tako najesti, da ne bi še, ne vem, nekaj sladkega čez ruknil, ampak ne vem, če to zame velja. Jaz sem ena redkih. Glej, enkrat se lahko pregrešiš. Pa ni fora v pregrešiti se. Enostavno
raje pojem še ne vem, šnicl ali pa nekaj, ko pa sladkarijo čez. Pa ni lepše, da se ti tako lepo tista torta usede na koncu. Zdaj me prepričujem. Ok, bom naslednjič, no, ko bom tortico pojedla, sem spomnila na Boštjana, evo pa je res imel prav. Pa je imel. Potem bova pa na koncu oba srečna. No, evo, srečna. In si zapela še tole zraven, ne? Tako, jaz ne bom pel, boljše, da ne, boš pa ti pela. Ok. In srečna prihaja sedaj tudi v naš radijski eter. Alenka, hvala, da si se oglasila. Hvala, z veseljem. Ampak še ne odhajaš, ostajaš še nekaj trenutkov v našem studiu, kaj ti bova potem preklopila še na drugo tematiko. Aha, v redu, me že skrbi? Ne. Te ne rabi, jo tudi kar dobro poznaš. Ok, super, se veselim. Hvala za vabilo, še kdaj. Kako lepo se mi zdi, ko se v naročju prebudim. Ko me pogledaš, se stopim, važno mi je le to, da z mano si. Kako lepo zazvenim, ko gledava se, jaz in ti. Ko me poljubiš, zagorim, vzdihtim, poletim. Kako lepo se mi zdi, ko sama sva v postelji. Ko me objameš, se stopim, važno mi je le to, da z mano si. Kako lepo se mi zdi, da našla sva se, jaz in ti. Ko me poljubiš, zagorim, zažarim, poletim. Živjo smo skupina Sopranos in vi poslušate Radio Prlek.